Kaj pa, če bi vam rekel, da obstaja dogovor, ki bi obogatil tako Rusijo kot Kitajsko? Oba to vesta, in oba to vesta že leta, vendar nobeden od njiju ni pripravljen narediti potrebnih popuščanj, da bi sklenila dogovor. No, to ni hipotetično, to je resničnost. In to je popoln primer, ki ponazarja, zakaj morate razumeti teorijo pogajanj, če želite razumeti ta čudni svet, v katerem živimo. Morda ste že slišali osnovno različico te zgodbe. Takoj po Trumpovem obisku Kitajske je Xi v Pekingu pozdravil Putina ob zadnji obnovitvi njunega neomejenega partnerstva. Vse je bilo v znamenju nasmehov. Glavno ugibanje pred vrhom je bilo, ali bodo strani končno napredovale glede predlaganega plinovoda, ki bi sibirsko energijo dobavljal kitajski industriji. Tako je šlo razmišljanje. Kitajska je v preteklih letih zavirala sklenitev dogovora, saj je od Rusije zahtevala izjemno nizke cene plina na enoto. Vendar pa je vmešavanje Donalda Trumpa v Iranu tam spremenilo računico. Pred vojno je Kitajska približno 30% svojega uvoza plina pridobivala izza Hormuške ožine. Čeprav bo za dokončanje plinovoda potrebnih še veliko let, bi višja osnovna raven nestabilnosti pri Hormuzu Kitajsko prisilila, da poveča svojo ponudbo Rusiji. Ali vsaj to je bila hipoteza. Ampak ne, ni bilo dogovora. Kaj se torej dogaja? No, danes bomo začeli s kratko zgodovino plinovodov Moč Sibirije. Nato bom predstavil pregled gospodarskega položaja med obema državama v kontekstu vojne v Ukrajini in razložil, zakaj je logično pričakovati, da bi moralo do dogovora priti. Na koncu pa bomo zaključili s parom pogajalskih trenj, problemoma naknadnega izsiljevanja in zasebnimi informacijami, ki očitno zavirajo pogajanja. Začnimo pa s cevovodi POS. In samo da smo si na jasnem, POS pomeni Moč Sibirije. Povsem spodobno ime in okrajšava, ki ne povzroča nobenih težav, ko o cevovodih govorimo neformalno. Kot verjetno že veste, se je kup majhnih bitij odločil umreti na območju, ki ga danes imenujemo Sibirija. Potem, ko so na njihove fosile milijone let delovali pritiski, so se spremenili v zemeljski plin. Zdaj pa Ruska federacija skuša ohranjati svojo gospodarsko stabilnost z izkoriščanjem in prodajo teh energetskih zalog. Nažalost je zemeljski plin zelo težko prevažati. Še bolj žalostno pa je, da v Sibiriji živi zelo malo ljudi, ki bi lahko ta plin uporabljali. Najboljša rešitev je, da plin speljemo po ceveh in ga pošljemo tja, kjer so ljudje. Izkazalo se je, da ima Kitajska veliko ljudi, zato je smiselno, da plin pošljemo tja. In točno to sta Kitajska in Rusija že prej storili. Plinovod Moč Sibirije dovaja plin iz nekaj vzhodnih polj neposredno na Kitajsko. Gradnja se je začela leta 2014, ob tej priložnosti pa so pripravili pompozno slovesnost, kot bi pričakovali. Tukaj lahko vidite, kako varijo prvi odsek, pa tudi to osebo na desni, ki je zagotovo resen inšpektor in zagotovo ne model, ki ga je Gazprom najel za to priložnost. 5 let kasneje so prve dobave prispele na Kitajsko in vsi so bili zadovoljni. Vendar ima Rusija še drugo veliko nahajališče plina, bolj na zahodu. Medtem ima Kitajska še vedno neskončen tok ljudi. Zato je bilo naslednje logično vprašanje, ali naj Rusija za ta namen zgradi še en plinovod. In to nas pripelje do trenutne gospodarske situacije, ki se bo pravzaprav spremenila v esej o še enem načinu, kako je vojna v Ukrajini na sprevržen način izkrivila spodbude. V preteklosti Rusija ni čutila nujne potrebe po vzpostavitvi plinovoda iz Zahodne Sibirije na Kitajsko. Navsezadnje so bili po vsej Evropi bogati in pripravljeni kupci, ki so bili tudi bližje plinskim poljem. Zgradili so celo enega ali 2 plinovoda, da bi olajšali nakupe. Toda potem je posebna vojaška operacija trajala več kot 3 dni. Evropski kupci so začeli ponovno razmišljati o celotnem odnosu z rusko energijo in morda se je nekdo odločil sabotirati delovanje plinovodov v Evropo. Evropski nakupi so vztrajali nekoliko dlje, kot bi si bolj na Evropo osredotočeni voditelji želeli, vendar je Kremelj vseeno potreboval novega kupca. Sčasoma je Kremelj začel čutiti tudi nujno finančno potrebo, da sklene dogovor.
Ruske množice niso bile navdušene nad posebno vojaško operacijo, zato je moral Putin izvesti drago kampanjo za prostovoljno sklepanje pogodb, da bi ohranil polne vrste. Kaj šele vsa kovina, ki ga je vojna porabila. In s časoma so rožnati ptiči imeli neverjetno smolo, saj so se zaletavali v izjemno dragocene in zelo eksplozivne lokacije. Medtem pa je bila Kitajska skozi skoraj celotno to obdobje enaka, kot je bila vedno. Ima rastočo industrijsko bazo in zelo rada deluje na poceni gorivo. To smo videli pri Kitajski, ki je povečala uvoz ruskega utekočinjenega zemeljskega plina, vendar je to suboptimalna metoda prevoza. Tako sta bila ta dva, ko je šlo za plinovod, kot ustvarjena drug za drugega. In vendar jima do leta 2025 ni uspelo skleniti dogovora. Kitajska je postavila pogodbene zahteve na $120 do $130 na 1000 kubičnih metrov, kar je približno enako subvencioniranim cenam, ki jih plačujejo ruski domači potrošniki. Mimogrede, te energetske subvencije so pogoste pri avtokratskih režimih in so naravnost smešne. Vse, kar naredijo, je to, da spodbujajo državljane k prekomerni porabi goriva in iskanju izkrivljenih načinov uporabe, kot na primer Venezuelci, ki elektriko pretvarjajo v bitcoine. Gospodarsko bi bilo veliko učinkoviteje energijo prodati na odprtem mednarodnem trgu in na to dobiček vrniti državljanom. Kakorkoli že, Kitajska je ponovno iskala ceno med $120 in $130 za 1000 kubičnih metrov. Rusija je iskala dvakrat višjo ceno, med $240 in $260, kar je še vedno popust v primerjavi s cenami po invaziji, ki jih Evropejci običajno plačujejo. Predvidevam, da se to zgodi, ko iz enačbe odstraniš skupino premožnih kupcev. Ne glede na to, ni bilo načina, da bi premostili vrzel med Rusijo in Kitajsko, zato so imeli zaporedna srečanja, kjer so razpravljali o plinovodu in dosegli napredek, a vmes se ni zgodilo nič bistvenega. Odločevalci v Kijevu so se samo naslonili nazaj in z zabavo opazovali celotno zadevo. Potem smo imeli vojno z Iranom in zlom energetskih trgov po vsem svetu. Drugi plinovod ne zagotavlja le alternative za Kitajsko, temveč je tudi manj ranljiv za poskuse blokade tako v Hormuški ožini kot v Malajški ožini, če bi Peking ukrepal proti Tajvanu. Zato obstajajo špekulacije, da bi Kitajska lahko zvišala svojo ponudbeno ceno in da bi strani dejansko lahko začeli graditi drugi projekt POS. Torej, kaj se je zgodilo? Po poročilih je Rusija ohranila svojo zahtevano ceno pri $240 do $260 za 1000 kubičnih metrov. In Kitajska je prav tako ohranila svojo ponudbeno ceno pri $120 do $130. Toliko o napredku. Če želimo dobiti odgovor na to, kaj se je tukaj zgodilo, moramo začeti govoriti o pogajalskih težavah. Pravzaprav smo o teh stvareh govorili že prej, v kontekstu plinovoda pred 2 letoma, ko so pogajanja prav tako propadla. In da bo jasno, ne prihajam sem naknadno, da bi vam povedal, da obstajajo bolj temeljne, osnovne težave. Svoje stališče glede te situacije sem zavzel že zdavnaj in edino, kar mi je žal, je, da nisem imel dovolj predvidevanja, da bi napis pod sličico raje označil kot ostro rivalstvo. Že leta 2024 je bilo jasno, da je ekonomsko najučinkovitejša stvar postaviti cevovod. Rusija ne bi našla kupca, ki bi lahko ponudil več, in Kitajska ne bi našla prodajalca, ki bi plin prodal za manj. Torej bi jih v teoriji dogovor moral obema izboljšati položaj. Zveni znano, kaj ne? Posledično, če dogovora nista dosegla, jima je moralo na poti stati nekaj pogajalskih trenj. To je edini način, da razložimo zastoj, če oba priznata, da bi bil dogovor boljši za obe strani. V tej luči karkoli se dogaja v Hormuzu ne spreminja izvedljivosti dogovora. Dogovor je bil vedno izvedljiv. Do spremembe pričakovanega izida bi prišlo, če bi se zgodilo kaj glede teh pogajalskih trenj, morda o tem, kako jih razlagajo v luči Hormuza ali pa zaradi nečesa povsem nepovezanega. V redu, potem pa se pogovorimo o 2 glavnih pogajalskih trenjih. Prvi se imenuje problem naknadnega izsiljevanja. Da bi plin zamenjal lastnika, mora nekdo zgraditi cevovod. To je kapitalsko zahteven projekt, ki dolgo časa ne bo prinašal nobenih donosov.
Rusija je v celoti plačala kapitalske stroške za svoj del projekta Moč Sibirije 1. Ampak ne potrebujete mene, da vam povem, da Rusija trenutno nima likvidnosti za to. Zato bi morala račun poravnati Kitajska. Standardna gospodarska izmenjava bi potem bila, da Rusija ponudi znižane cene plina, dokler Kitajski ne povrne de facto posojila. Ko bi le bilo tako preprosto. Peking se mora spraševati, kaj se bo zgodilo, ko bo plinovod začel delovati. Vse, kar je Kitajska vložila v gradnjo, je zdaj nepovraten strošek. Kitajska pa mora biti zaskrbljena, da bo vsak popust, ki je bil dogovorjen pred leti, izginil in da jo bo Rusija začela zaračunavati po tržni ceni. Navsezadnje, če lahko Moskva najde nekoga, ki je pripravljen plačati več, bo našla izgovor, da plin proda tej strani. Zato previdni Peking prisili Rusijo, da sama krije svoj delež naložbe v plinovod, kar je pravzaprav tudi trenutni predlog. Kako se je to pogajalsko trenje razvijalo skozi čas? No, problem izsiljevanja nikoli ne bo izginil. Edina stvar, ki jo lahko omili, je sposobnost Rusije, da zagotovi kapitalska vlaganja. In rekel bi, da se je to samo še poslabšalo, saj je nadaljevanje vojne le še zaostrilo proračunske omejitve v Moskvi. Druga od dveh pogajalskih ovir je zasebna informacija. Kitajska je prepričana, da je Rusija obupana, da bi dosegla dogovor in bo zato pripravljena pristati na precejšen popust, da bi ga dosegla. Stališče Rusije je, da ni v takšnih težavah kot meni Kitajska in zato ne bo nobenega popusta. To zveni kot klasičen primer, ko ima Rusija zasebne informacije o lastni ranljivosti in za nas kot zunanje opazovalce je nemogoče vedeti, kdo ima prav. Navsezadnje, če bi lahko jasno videli pravi položaj Rusije, bi ga lahko tudi Kitajska in potem Rusija ne bi mogla blefirati ali pa bi Kitajska prepoznala svojo zmoto in ustrezno spremenila svoje stališče. Ta asimetrija bi tudi pojasnila, zakaj so nedavna pogajanja med Ukrajino in Rusijo obstala na mrtvi točki, zato se zdi verjetna. Po eni strani je presenetljivo, da je ta negotovost vztrajala tako dolgo, kot je. Po drugi strani pa je ukrajinska kampanja proti rafinerijam povzročila dovolj opazne škode, da bi morala še povečati razlike v preostalih neopaženih dejavnikih. In to bi lahko povzročilo tudi, da se vse, kar se je zgodilo v Hormuški ožini, izniči v pogajanjih s Kitajsko. In če pogledamo širše, ne pričakujem, da bo ta zastoj trajal večno. Na neki točki bo Kitajska priznala, da je Rusija sposobna vztrajati na dolgi rok, ali pa bo Rusija morala opustiti svoj blef. In s časoma se bo rusko gospodarstvo vrnilo v stanje, kjer bodo večletne naložbe v infrastrukturo pametna finančna poteza. V redu, to bo trajalo nekaj časa, ampak enkrat bodo prišli do tja. Zato mislim, da je neizogibno, da bo Moč Sibirije 2 zgrajena. Toda dokler ne bodo rešene fiskalne in informacijske težave, bo težko dokončno skleniti dogovor o plinovodu. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Plinovod Moč Sibirije 2 bi moral izboljšati blaginjo tako Kitajske kot Rusije. Pogajalska trenja ovirajo dosegel dogovora. Kriza v Hormuški ožini ne vpliva na pogajalske spodbude na način, ki bi bil potreben za spremembe. In ker izzivi v Hormuški ožini ne prevladajo nad trenji, gremo na še en vrh brez dogovora. Medtem vam ni treba čakati, da bi izvedeli več o politiki Kitajske. Imam namenski seznam predvajanja. Imam seznam predvajanja namenjen tej temi. Samodejno popravljanje me je spet ujelo, ampak fant, to res ustreza temu zanič videu. Če ste uživali v današnjem videu, prosim, všečkajte, delite in se naročite in se vidimo naslednjič. Pazite nase.